Na odru se nam bo sedaj pridružila dr. Darja Majkovič, sekretarka na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, ki bo predstavila izhodišče resolucije o prihodnosti slovenskega kmetijstva. Izvolite, beseda je vaša. Hvala lepa. Lep pozdrav tudi z moje strani. Mogoče na tem mestu prav, da se tudi predstavim, ker sem prvič z vami na zadružnem posvetu. Moje ime je Darja Majkovič in sem se Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano pridružila decembra lansko leto. Moja naloga na ministrstvu trenutno je predvsem koordinacija in priprava vsebin za resolucijo, o kateri bomo danes govorili, in v nadaljevanju tudi o strateškem načrtu. Zelo veliko, če ste pozorno poslušali današnji posvet, je bilo že veliko povedanega tudi o tej temi, o kateri bom jaz danes govorila. Ministrica za kmetijstvo je nakazala ali pa povedala nekaj o vsebinskih smernicah, o katerih razmišljamo. Državna sekretarka magistra Strniša je povedala nekaj o pogajanjih in o tem, kam gremo z mehanizmi, kje so kakšne omejitve, zakaj si prizadevamo. In pa tudi dr. Podgoršek, državni sekretar, je povedal nekaj o regulatornih mehanizmih, ki so tudi en del našega načrta, kako ciljno peljati naprej kmetijsko politiko in s tem tudi razvoj našega sektorja. Veliko tega je bilo že povedanega, kot sem rekla, mogoče samo, da si osvežimo spomin. Delež proračuna za SKP se zmanjšuje na ravni Evropske unije. Ta proračun se zmanjšuje tudi na ravni držav članic, seznanjeni ste s tem, da se zmanjšujejo sredstva tudi za Slovenijo. Razlika iz prejšnjih obdobij je, povedala bom nekaj o razlikah glede na prejšnja programska obdobja, glede našega dela, organizacije našega dela in kako bo to vplivalo tudi na vsebino bodoče kmetijske politike. Torej, pripraviti moramo en strateški načrt vseh ukrepov skupne kmetijske politike, vsaka država članica pripravi svojega in ta strateški načrt mora za razliko od prejšnjih obdobij vsebovati vse sklope. To pomeni neposredna plačila, ukrepe za razvoj podeželja in pa sektorske ukrepe. To je na ravni Evropske unije, gre zagotovo za eno poenostavitev. Če je prej Evropska unija obravnavala 118 programov razvoja podeželja, en kup notifikacij neposrednih plačil in tako naprej, bo od sedaj naprej obravnavala 27 strateških načrtov. Torej, tu je zagotovo poenostavitev na ravni Unije. Drugo vprašanje je, če je poenostavitev tako velika tudi na naši strani. Bistvena sprememba je, da ne govorimo več o tem, da mora biti skupna kmetijska politika oziroma intervencije zadostiti kriterijev skladnosti s pravili, ampak govorimo o uspešnosti, govorimo o smotrnosti pri doseganju zastavljenih ciljev. Skratka, ciljno načrtujemo, ciljno bomo izvajali in seveda tudi evalvirali vse prihodnje ukrepe kmetijske politike. Zato je naša naloga v tem trenutku, da po specifičnih ciljih izberemo intervencije, govorili smo do sedaj o ukrepih, sedaj govorimo o intervencijah, pogoje upravičenosti in kazalnike. Seveda, da ne bo pomote, vsi mehanizmi so določeni na ravni EU. Mi vemo, med katerimi mehanizmi lahko izbiramo. Vemo, med katerimi kazalniki lahko izbiramo. Ne moremo pa vsega kreirati sami. Kakšni so cilji in prednostne naloge skupne kmetijske politike? Bistveno se ne spreminjajo. Že iz rimske pogodbe leta 1957 je bilo jasno, želimo konkurenčno proizvodnjo, želimo ohranjene naravne vire, želimo si poseljeno in obdelano podeželje. Ti cilji se do danes niso spremenili. Spremenila se je kvečjemu pot do doseganja teh ciljev. Če pogledamo samo recimo na hitro primerjavo ciljev prejšnje in sedanje finančne perspektive, boste videli, da bistvenih sprememb ni. Se pa pojavlja recimo poudarek na raziskavah, tehnologijah, digitalizaciji. Digitalizacija prav gotovo leta 1957 še ni bila vprašanje, tako kot je danes. Prav tako se na novo pojavlja izboljšanje položaja kmetov v verigah vrednosti. Veliko poudarka je k blaženju podnebnih sprememb,
Veliko se govori o zahtevah družbe, kaj družba pričakuje od nas, od kmetijstva, kakšne so njihove zahteve za hrano, za zdravje in za dobro počutje živali, ki je prav tako en pojem, ki se pojavlja bolj na novo. Kot sem povedala, v bistvu bomo v tem obdobju načrtovali skupaj v enem načrtu prvi in drugi steber SKP. Pri tem sledimo 3 splošnim in 9 specifičnim ciljem skupne kmetijske politike in poročali bomo o svojih napredkih z letnimi mejniki. Spodaj vidite skico tako imenovane intervencijske logike in ta skica vam pokaže, kako se lotevamo načrtovanja ukrepov oziroma bodočih intervencij kmetijske politike. Najprej, prva stvar, ki jo naredimo, je, da identificiramo potrebe, stanje na trgu. Na to sledi identifikacija ciljev in potem seveda razmišljamo o tem, kakšno pot bomo ubrali, da do teh ciljev pridemo, kateri mehanizmi so najbolj ustrezni in kako bomo kreirali ukrepe, da bomo prišli do rezultatov, ki bodo morali biti jasno in transparentno dokazljivi. Govorili smo tudi o zmanjšanju plačil oziroma ovojnice, višine ovojnice. Tu je nekaj številk, morda samo na hitro, največje znižanje se pričakuje na programu razvoja podeželja, kjer že, kot je bilo povedano danes nekajkrat, si Slovenija prizadeva tudi k temu, da bi to zmanjšanje bilo čim manj boleče. Pogajanja so še vedno v teku, kar pa ne pomeni, da Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano že ne dela intenzivno na teh področjih. Časovnica, mislim, da je bila tudi danes že pokazana, pa nič ne de. Mogoče kot zanimivost, mi smo predvidevali, pa smo zapisali jeseni 2019, predvidoma dogovor v naslednjem finančnem okvirju. Gospod iz Evropske komisije je rekel, da bo to verjetno šele konec leta. Enako velja za sprejem uredb spomladi 2020 ali bolj verjetno celo jeseni 2020. Začetek veljave nove SKP, seveda leta 2021. Rok za oddajo strateškega načrta pa je, bom rekla, gibljiv in je najbolj odvisen od dinamike sprejemanja novega zakonodajnega okvirja. In kaj počnemo v zadnje mesece na ministrstvu? V bistvu smo se lotili zadeve v 2 korakih. Naš prvi korak je, da pripravimo resolucijo, razvojno resolucijo o slovenskem kmetijstvu, živilstvu in podeželju. Ta resolucija v bistvu prikazuje, nakazuje in usmerja slovensko kmetijstvo, živilsko industrijo in podeželje. Na to sledi, ta resolucija je v bistvu nek vsebinski temelj za strateški načrt. Resolucija bo dokument, ki ga bodo uporabljali naši sodelavci ali ga bomo uporabljali za pripravo strateškega načrta. Kaj pa trenutno počnemo? Trenutno se ukvarjamo predvsem z sodelovanjem z nevladnimi skupinami in sicer smo na ministrstvu oblikovali nekaj skupin, ki se dotikajo posameznih tem. Imamo nekaj internih skupin, notranjih skupin in pa 5 delovnih skupin, ki vključujejo zunanje deležnike in to vse nevladne organizacije in druge deležnike, ki so v ta proces vpleteni glede na svojo prisotnost v sektorju. Tako imamo denimo delovno skupino za področje podnebnih sprememb, delovno skupino za konkurenčnost proizvodnje, delovno skupino za pripravo definicije pravega kmeta in podobno. Ustavila se bom pri vsebinskih težiščih. Kaj želimo in kako želimo usmerjati slovensko kmetijstvo? Nikako ne bi želeli govoriti samo o kmetijstvu kot o sektorju. Dajmo rajši pogledati, kaj naše kmetijstvo nudi v družbi. Kaj mu nudi? Nudi mu hrano. Ta naša hrana je kakovostna, ta naša hrana je varna.
Ne glede na vse, kaj se dogaja v zadnjem obdobju, mislim, da se zaupanje potrošnika v slovensko hrano, ne glede na vse, krepi. Potrošnik ali pa družba si želi tudi ohranjenih naravnih virov. Slišali smo danes, ko je predstavnik Evropske komisije dosti govoril o tem. Nova reforma daje dosti poudarka na ohranjanje naravnih virov, na ohranjanje ekosistemov, biotske pestrosti in podobno. Tudi v luči zagotavljanja prehranske varnosti. Potrošnik ali pa družba si želi vitalno podeželje. Naše podeželje, si upam trditi, je vitalno. So seveda določeni problemi na določenih področjih, ampak če pogledate malo izza meja Slovenije, boste videli, da je drugje verjetno še kaj slabše. Zato ohranimo to, kar imamo. Bodimo dovolj samokritični, da bomo povedali na glas, kaj nam manjka, hkrati pa se dajmo pohvaliti. Naše podeželje je vitalno in takšno mora tudi ostati. Z različnimi mehanizmi bomo naslavljali te tri glavne sklope, vsebinske sklope. Kaj več o teh mehanizmih bomo povedali na naših naslednjih dogodkih, ko bomo tudi predstavili to razvojno resolucijo o razvoju slovenskega kmetijstva, živilske industrije in podeželja. Predvidoma konec tega meseca gre dokument v javno razpravo. Takrat vas seveda vabimo k udeležbi, k prebiranju tega dokumenta in verjamem, da nam boste podali tudi svoje mnenje. Prepričana sem, da se boste v tem dokumentu našli. V dokumentu smo jasno opredelili, da imamo v Sloveniji dualno strukturo kmetijskih gospodarstev, da imamo na eni strani velika kmetijska gospodarstva, ki niso nujno družinske kmetije, so to tudi podjetja, ki so že digitalizirana ali bodo takšna postala, ki sledijo sodobnim principom trženja, konkurenčnosti, imajo zadostno ekonomijo obsega. Na drugi strani imamo pa velik delež majhnih kmetij, pogosto samooskrbnih družinskih kmetij, ni nujno, da proizvajajo tržne viške, ampak njihova ohranitev je za nas enako pomembna. Naslednja stvar, katero smo prepoznali, je, da sama primarna pridelava po sebi seveda ni dovolj. Primarna pridelava se mora povezovati z živilsko industrijo in obratno. Živilska industrija mora prepoznati potencial slovenskega kmetijstva in mora se vzpostaviti zaupanje, dvosmerno zaupanje, ki ga včasih tudi, roko na srce, malce primanjkuje. Na tej skici vidite okrog še en zelen pas. Ta pas je povezovanje in ta pas predstavlja znanje. To sta dve zadevi, kateri so zagotovo, kot je bilo tudi danes že povedano in sem prepričana, da se tudi vi tega zavedate, to sta dve področji, ki sta izrazito deficitarni. Znanje imamo, ampak ali ga dovolj obnavljamo, ga plemenitimo, ga delimo? To je verjetno vprašanje za vsakega posebej. Enako velja za povezovanje. Smo res povezani, smo res izkoristili vse potencijale, ki jih imamo? To so vprašanja, ki jih rajši puščam odprta in sem prepričana, da se bomo o njih pogovarjali tudi pri obravnavi te resolucije. Tam, ko jo boste brali, boste videli, da smo z mehanizmi, to je z mehanizmi skupne kmetijske politike, z nacionalnimi mehanizmi in z regulatornimi mehanizmi naslovili vsa ta področja. In naredili bomo vse, kar je v naši moči, da ta tri težišča usmerjamo v pravo smer skupaj z vami. Hvala lepa.